Pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. Naša tokratna tema je napovedana prodaja mariborskega dnevnika Večer, največjega regionalnega medija na območju severovzhodne Slovenije, ki je zdaj v večinski, skoraj 80% lasti časopisne družbe Delo, ta pa v večinski lasti Pivovarne Laško. Za preobrat pri prodaji Večera so v teh dneh poskrbeli kar v njem zaposleni, saj so upravi Dela priglasili interes za nakup 202.788 delnic Večera. Znana je tudi informativna cena za to delnico, čeprav je v tem trenutku pravzaprav nepomembna, saj bo najbolj pomembna in najbolj relevantna končna cena, ki pa je stvar pogajanj. Če bi uspel, bi bil notranji odkup Večera drugi tovrstni med slovenskimi mediji. Prvega so uspešno izpeljali zaposleni v Gorenjskem glasu, kjer so z doseženim zadovoljni. Prodaja za slovenske razmere tako velike medijske hiše, kot je Večer, odpira tudi več vprašanj. Ali so tiskani mediji sposobni preživeti v okviru obstoječih poslovnih modelov? Ali bo nova medijska zakonodaja omogočila vzpostavitev novih poslovnih modelov? Kako zavarovati kakovost splošno informativnih tiskanih medijev in njihov celovitejši prehod v elektronske in spletne oblike, saj se spreminjajo načini dostopa do medijskih vsebin. Uporabljamo nove naprave, pojavljajo se novi posredniki pri dostopu do tovrstnih vsebin. Našemu vabilu v oddajo so se odzvali, kot prvi z moje desne, Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije. Dober večer. Dober večer. Potem Petrina Šebart-Žižek, članica iniciativne skupine zaposlenih z Večera za nakup večinskega deleža podjetja. Pozdravljeni, dober večer. In Bojan Bauman, predsednik Sindikata novinarjev Večera. Pozdravljeni, skratka, dobrodošli in hvala vsem trem, da ste se odzvali našemu vabilu. Naj povem, da smo si zelo prizadevali, da bi v oddajo prišli predstavniki sedanjih lastnikov, oziroma vsaj nekdo iz nadzornega sveta Večera ali uprave, toda predsednik nadzornega sveta je v tujini, predsednik uprave se je opravičil zaradi drugih obveznosti. Sam sem se včeraj po telefonu pogovarjal s članico uprave Pivovarne Laško in prav tako tudi članico nadzornega sveta Večera Marjeto Zevnik, ki nam je prijazno pojasnila, da se lastniki v tem trenutku ne želijo javno opredeljevati do novih ali drugačnih možnostih nakupa Večera, saj prek posrednika družbe KPMG v Ljubljani že potekajo pogovori z enim od morebitnih strateških kupcev Večera, ki si je izposloval ekskluzivno pravico, da do 19. julija ostane edini pogajalec v postopku prodaje. Neuradno je to avstrijska Styria, čeprav identitete tega ekskluzivnega kupca uradno nihče ne želi potrditi. Gospod Jurančič, Ministrstvo za kulturo je v osnutku nacionalnega programa za kulturo za obdobje do leta 2017 napovedalo korenito spremembo medijske zakonodaje in predvsem okrepljeno varovanje javnega interesa, ko gre za obstoj in reševanje tiskanih splošno informativnih medijev, med katerimi izstopajo dnevniki. Kaj se je zgodilo recimo v zadnjih 5 letih, da je zdaj nujno to reševanje tiskanih medijev v Sloveniji? Ja, zdaj zadnjih 5 let je dolgo obdobje. Tudi mislim, ena od teh problemov, ki so, bi rekel, na nacionalni ravni, je, da nimamo javne in konsistentne, pa tudi v parlamentu sprejete, bi rekel, medijske politike ali pa strategije razvoja medijskega trga. To je manjkalo, ne. Zdaj, v tem obdobju, recimo v zadnjih 5 let, se je tudi enkrat korenito medijska politika prikrito, bi rekel, spremenila. Zdaj smo pa spet v obdobju, ko spet ognjevito ali pa zelo široko javno razpravljamo, kakšen ne bi bil medijski trg v prihodnosti in kaj ne bi, predvsem, to je pa posledica krize, bi rekel dvojne, to je krize v same poslovanja in tega v medijih, ki se je začela nekje leta 2008. To je ena kriza, druga pa kriza, ki je pa za nas specifična, je pa kriza lastništva v medijih. To je pa ta nadgradnja. Zdaj verjetno, o tem razpravljamo predvsem zaradi tega, tudi bi rekel, širše zakonodajalec ali pa parlament, pa tudi v tem, bi rekel, na ministrstvih,
pač v tem, kako bi te zadeve rešili in uredili, da bi bile, jaz saj upam, saj srednjeročno konsistentno urejene in bi pomagali tako pri tem, bi rekel, pri krizi lastništva in pomagali tudi pri tem, da bi predvsem na področju izvajanja javnega interesa Republika imela delujoče instrumente in mehanizme, kako na nacionalni ravni podpreti, zdaj govorijo predvsem o krizi tiskanih medijev, kako podpreti njihov razvoj, da bojo preživela. Če bi pa, če dovolite, bi pa sam še to, po moje sta zdaj bistvena sta dva problema. Eno, kot sem že omenil, je bila kriza lastništva. Te lastniki, ki so bili do zdaj, so medije izčrpavali, pa najprej, ko so jih nakupili, so nekaterim drugim visoke špekulativne dobičke omogočili, to je bilo zelo drago preplačano, to so omogočile banke, a ne. Potem v naslednji fazi se je zgodila ta, bi rekel, finančna kriza in so pa ti lastniki nasedli in so sami, bi rekel, zašli v območje nesolventnosti in tudi slabe likvidnosti. Moram reči, da so bili pa mediji v tem primeru zelo trdoživi in da te, bi rekel, kljub finančnemu izčrpavanju, to ni bilo v primeru Večera, to je bilo v primeru Dela, uničenja podjetja Dela revija, ne. Tukaj je šlo za tipične primere finančnega izčrpavanja. Večer je imel, bi rekel, to srečo v nesreči, a ne, je imel, da je od septembra 2009 bila ta odločitev Urada za varstvo konkurence, da mora lastnik Delo zaradi visoke koncentracije prodati 75% in v tem času tudi nobeden ni mogel odločati. V tem primeru Delo ni upravljalo Večera ali kakorkoli, ampak je bilo tam neko, bi rekel, avtonomno, bi rekel, relativno avtonomno poslovanje. Tako da Večer je to zgodbo zaključil relativno zdrav in bi rekel še kar v dobri finančni kondiciji. Delo je imelo pa večjo smolo, ker je pač te račune za lasten odkup moralo plačevati. To so bili pa računi Pivovarne Laške oziroma Atke Prima Boška Šrota, a ne. So ga pa uskubili do zdaj za 20 milijonov evrov. A ne. Veste, kaj je to za eno podjetje, ki je bilo vodilno, bi rekel, v tiskanih medijih in na tem, tako da je Delo zdaj finančno osiromašeno, brez razvojne perspektive, medtem ko mislim, da je Večer prvi od takih, ki se bo začel lahko pobirati, če bo imel solidnega, stabilnega lastnika. Po drugi strani pa tisto, kar vse medije zdaj ta trenutek pesti, je pa predvsem kriza upravljanja s človeškimi viri, povezani s krizo upravljanja medijskih vsebin. Enostavno se odzivajo prepočas na to, da bi ponudili produkte in medijske vsebine, ki bi jih uporabniki zagrabili. Mislim, da bi jih lahko. No, to bo tudi, bom rekel, tema v nadaljevanju tega pogovora. Zdaj bi rad vprašal, gospa Šebart Žižek, kakšen je načrt zaposlenih, na kakšen način je sploh mogoče odkupiti Večer od sedanjih večinskih lastnikov? Po objavi razpisa o prodaji Večera, tam noter je napisano, da lahko Večer kupijo, kot kupci se prijavijo, torej tako pravne kot fizične osebe. Zdaj v našem podjetju smo izvedli med 165 zaposlenimi anketo, ali so sploh pripravljeni podpreti notranji odkup Večera. In moram povedati, da se jih je 105 izjasnilo, da podpirajo notranji odkup Večera in celo večina teh bi ga tudi finančno podprla. Zdaj, kako, če še lahko vprašanje mi ponovite, ker sem... Torej, na kakšen način ga je možno v bistvu, kako je možno ta postopek sploh izvesti? Torej, mi smo ves ta čas v bistvu v Večeru čakali, da se pojavi strateški lastnik. Res je, da če si 20 let vpet v kapitalistično gospodarstvo, v delniško družbo, pač razmišljaš v tem stilu, da čakaš nekoga, da bo prišel od zunaj in bo ti povedal rešitev. Potem smo po vseh teh neuspelih poskusih seveda
ugotovili, da tega strateškega lastnika ni in da je prav, da tudi delavci nekaj naredimo v tej smeri. Na vse zadnje, naše izkušnje, naše znanje, to je naš kapital in mislim, da to ni za zanemariti, ne. Zdaj, kako smo se organizirali? Mi smo iskali različne možnosti, ker kot veste, so bili zaposleni Večera že lastniki Večera, pa se je takrat prišlo do razprodaje delnic. In seveda, zdaj mi te napake ne bi ponavljali, ne. Zato smo iskali druge možnosti, ki v svetu seveda že obstajajo. Pri nas pa imajo mogoče malo slabšalen prizvok iz preteklosti, in sicer zadružništvo ali kooperative, kakor jih poznajo v svetu, naprimer v Italiji, v Franciji so zelo dobro razvite, v Španiji. In v teh kooperativah je ravno tu smo zasledili to dobro potezo, da so zaposleni lastniki, hkrati upravljalci podjetja, kar pomeni, da zaposleni ne bodo, oziroma da lastniki ne bodo tisti, ki bojo podjetje izčrpavali, ki bojo podjetje razprodajali, kakor se je pač dogajalo pri, vse vemo, v današnjem svetu. Mi smo res čakali, bom rekla, mogoče celo predolgo, ampak jaz verjamem, da se pač morajo vse zvezde poklopiti, da se lahko stvar izpelje, da bo uprava ali pa da bojo naši lastniki prinesli neko rešitev na dlani. Kolikor se oziramo naokoli, moramo priznati sami sebi, da kapitalistični svet ali pa kapitalistični sistem nima odgovora na to krizo. In da je mogoče treba poiskati druge modele. Zdaj, zadružništvo v Sloveniji ni razvito ali pa ni tisto, kjer bi imeli že tudi zakonsko ni toliko urejeno, da bi lahko, imamo zakon o zadrugah, ja, tudi država ne daje neke podpore zadrugam, ampak v teh, ko smo to malo raziskovali, ko smo se pogovarjali z ljudmi, se nam zdi, da je to pravi model, ki bi lahko podjetje izpeljal iz krize, ki bi lahko v bistvu zagotavljal razvoj podjetja in pa tudi zagotovitev delovnih mest zaposlenim, tako notranjim kot zunanjim sodelavcem. Kolega Bauman, omenili smo že, da je bila izvedena anketa, videlo se, da v bistvu 2/3 zaposlenih na nek način podpira ta notranji odkup. Zakaj se vam osebno in sploh recimo v sindikatu ali pa recimo v novinarski poklicni skupini, ker niste vsi novinarji med zaposlenimi, treba vedeti, da so tu druge poklicne skupine, v bistvu pomembno, da pri tem sodelujete, kaj bi s tem radi dosegli in kaj bi s tem radi preprečili? Ja, prvo, kar je treba povedati, je to, da je 105 ljudi od 165, torej več kot polovica, da je to zdaj za nas, ki smo v eni taki iniciativni skupini, ena velika obveza. Zdaj ni več šala oziroma hec ali kakorkoli, zdaj gre za res zaradi tega, ker je večina ljudi prišla tudi do spoznanja enakega, kot je prišla ekipa, ki smo ožja skupina, to se pravi, da je dozorelo spoznanje, da lahko mi prevzamemo to in oziroma rešimo sebe in delovna mesta in Večer in neodvisnost, kar je pa glavno, v bistvu, ne, skupnost, neodvisnost Večera, ki ne bo rumeni tisk, ampak bo ostal informativen tak v tej obliki, kot je zdaj in nagovarjamo nove ljudi, da ostanemo v teh okvirih, ki nam zagotavljajo neko resno stabilnost in nam zagotavljajo prihodnost. Naša prednost je v tem, da ostajamo lokalni, ostajamo v teh naših okvirih, delujemo tudi širše, ampak v glavnem je to, da gremo v to našo lokalnost, ki jo potem tudi nekako z lastništvom podpiramo. No, vidimo zdaj na zaslonu tudi v bistvu sedanjo lastniško strukturo Večera. Zanimivo je, da je Delo leta 2008 skoraj 80% delnic Večera kupilo za takratnih 17,9 milijona evrov. V letu 2010 je za 9,25 milijona neuspešno prodajalo Večer družbi Trilan. Vemo, da je šlo v bistvu za neko vrsto špekulativnega slamnatega odkupa. Potem je aprila letos hamburška družba Medici
prav tako se sumi, da je seveda tudi v tem primeru šlo za poskus špekulativnega nakupa. Ta družba ni uspela zbrati, se niti identificirati vam zaposlenim na vaš poziv, niti ni uspela zbrati 5 milijonov evrov za nakup Večera. Zdaj po tej progresiji vrednostni ostanejo samo še 3 vrednosti, 2, 1 pa nič. Kako to lahko komentiramo? Če govorimo o Trilanu, se ve, da je v bistvu šlo za špekulativni nakup, po katerem bi podjetje zadolžili, prišli do kreditov in Večer potopili. Pri drugi Mediči pride podjetje za 27 000 evri kapitala kupovati podjetje za 15 milijonov letnih prihodkov. Mislim, to je samo po sebi zunaj pameti. In to je tudi eden od glavnih razlogov, da smo vse bolj zaskrbljeni nad tem, kaj se dogaja in nismo več pripravljeni v bistvu samo čakati, ampak smo se nekako organizirali. Ali vas je v primeru družbe Mediči presenetilo v bistvu odmev drugih medijev in odgovornost? Vsi mediji so poročali, kot da je družba Mediči nek, bom rekel, stvaren, realen, kapitalski in gospodarski dejavnik, ki lahko recimo izpelje tak nakup. Preprost pogled na, ne vem, Google Earth, torej na tisti Google program Zemlja, vam pa pokaže, da gre za naslov firme v eni aleji vil ob reki Elbi v Hamburgu, ker niti približno ni nobenega podjetja, ki bi imelo to kapitalsko moč, da bi recimo kupilo en tako relativno velik medij, kakršen je Večer v slovenskem prostoru. Kako to, da smo postali v bistvu v slovenski družbi, kolega Jurančič, in v bistvu kaj bi na sistemski ravni lahko preprečilo to vrstne špekulativne prevzeme ali pa poskuse medijev, ki so pač, ne vem, v tem trenutku ranljivi, slabi finančni konstrukciji. Zakaj smo postali neobčutljivi na neko preprosto dejstvo, da niti ne ugotoviš, ali je subjekt pravilen? Lahko da gre za lažno novico v končni fazi, mi smo pa vsi poročali, oziroma večina medijev, kot da gre za realno zgodbo. No, sama ponudba družbe Mediči je bila resna in tudi resno so jo obravnavali. Tisto, kar nas je zaskrbelo tudi v obeh stanovskih organizacijah in tudi na Večeru, je bilo to, da bi spet je prišel en nov špekulativni lastnik, ki lahko družbo odkupi, potem pa družbi naloži pač odplačevanje tega kredita. Mi smo sami tudi pri svoji ponudbi mislimo resno in mislijo tudi zaposleni pošteno plačati. To ne gre za tako imenovane takojske ali pa menedžerske odkupe v tem smislu, ker je ta zadeva zelo diskreditirana. Ampak tisto, kar nas je zaskrbelo, pa za česar smo se potem verjetno tudi zganili, je bilo to, da smo bili že siti teh špekulativnih tveganj. Ta so izredno visoka za zaposlene. Pride ali pa proda prostore in pobaše razliko in gre in družba je na cesti. Dogaja se nekaj podobnega zdaj s poskusom prodaje Tarsija v Primorskih Novicah. To so te, ki je vrednost premoženja že in je možno. To so te špekulativni, bi rekel, to so naši lastniki Slovenske gore list, so delali z Delom, so delali z Večerom leta 2008, novembra. So plačali tok, nekdo je dobil ta denar, ki je 17,9 milijonov kupnine. Danes je Večer 5 milijonov 800, pa še prodali bi ga pa recimo za 5 milijonov, kar je vrednost, mislim, ne vem, ni realna vrednost v tem smislu. Ja, ampak tudi ni tržna vrednost. To je največji problem, da bilančne in knjigovodske vrednosti ne pomenijo tržne vrednosti, ki jo lahko dosežeš. Drugače, mislim, zakaj, kako lahko v tem trenutku Agrokor kupuje Mercator, v bistvu dve zadolženi podjetji, eno drugo rešujete. Tega smo nekako imeli dovolj in smo rekli, mi iz dela naših plač v naslednjih 10 letih bomo to poplačali. Seveda je zanimiva tudi vloga bank. No, to me je zanimalo ravno. Vloga bank je zanimiva, ker banke so omogočile tudi tiste špekulativne in politične sovražne prevzeme v preteklosti in seveda danes prenašamo te terjatve, ne vem, na slabo banko, rešujemo z davkoplačevalskim denarjem bančni sektor, ki pa se obnaša tako kot po tistem načelu, da kot enkrat kača piči, se pol še kuščarja bojiš. In v tem kontekstu, kakšna je realna možnost, da pridete do tega, recimo, do posojil, s katerimi bi zbrali dovolj za kupnino? Kot sem že prej rekla, oziroma je bilo rečeno, Večer je zanimiv za te lastnike,
špekulativne lastnike, kot se je izkazalo v preteklosti, predvsem zaradi dejstva, da je to zdrava družba. Verjetno je ta prejšnji kupec, torej družba Medici, ki je podpisal že pogodbo o odkupu z odloženimi pogoji, torej ker je si pridobival čas, da zbere denar, se verjetno obrnil tudi na določene, verjetno tudi na banke. Zdaj, kaj bi radi zaposleni? Mi nočemo izvesti še enega nakupa, ki bi obremenil podjetje. Mi bi kupnino poravnali iz naših lastnih plač. Seveda je najlažje na banki pripeljati 300 ljudi, ki bi vzeli gotovinske ali pa kakršnekoli druge kredite, zastavili svoje premoženje. Ampak jaz mislim, da bo v tej fazi tudi za banke zanimivo spostaviti en model, ki bo drugačen od prejšnjih modelov, ki so se izkazali celo za sedaj sodno preganjene. V bistvu delavci ne bomo prenašali bremena na firmo. Mi resno mislimo za svojim delom, za svojimi plačami, za svojimi uspehi odkupiti v tej fazi še zdravo podjetje. Ne? In tudi v bistvu najbrž z lastnim premoženjem. No, ja. No, se v bistvu, Ja. bili smo že okoli pri bankah in dobili smo vtis, da v bistvu nekako iščejo tudi oni model, po katerem bi lahko v prihodnosti tiste svoje kredite nekako bolj zavarovali. In tu vidijo v teh zadružnih oziroma v tem, da daš delavcu zopet nazaj to njegovo lastnino, nekoč njegovo lastnino, da mu daš, vidijo garant, torej ljudski faktor, ki je večji garant kot pa tisto, kar so do zdaj dali, ker so vnaprej vedeli, da je nekako datem enemu človeku, ki je recimo en tak tovrstni notranji odkup je že uspel na Gorenjskem, pri Gorenjskem glasu. Tam so zaposleni, ne vem, tudi vlagali svoje prihranke, realen denar privarčevan na svojih osebnih računih, zato da so odkupili podjetje in postali njegovi večinski lastniki. In tudi danes, ne vem, po letu dni trdijo, da je seveda ta njihova izkušnja pozitivna, dobra, primerna. Ali ni recimo ta izkušnja dovolj dober vzorčni primer tudi za banke, da lažje odprejo sefe? Banke v tistem modelu niso dosti sodelovali. Banka je bila prej, Gorenjska banka je bila lastnik, ki je prodala ta svoj delež zaposlenim. In zaposleni so iz svojih prihrankov neposredno kupovali deleže. Tam ni bilo nobenih bančnih kreditov. Mislim, da je investicijska družba polovico denarja je pa dala tudi podjetje. Sam to smo obiskali, seveda, tudi Gorenjski glas, pa gospod Marijo Volčak, smo tudi vprašali direktorca, ki je zdaj tudi, ko so lastniki. In tam so se znajdli pač pred to odločitvijo, da so se v to zgodbo podali, samo zato, ker je Gorenjska banka rekla, mi ne moramo biti več lastniki, mi vas moramo prodati. In potem so sami poiskali zaradi tega to rešitev, da je najboljše. Seveda s tem, da je tam notranji odkup vodila direktorca, ga tudi izvedla, to se pravi, da je bil menedžersko, je bil pokrit z vodenjem in to. Tako da se je ta zgodba zaradi tega odvila. Ampak jaz bi se vsem še vrnil na vaše prejšnje vprašanje glede tega, glede postopkov. Nas je zaskrbelo še nekaj. Tukaj v tem primeru, ko je že Medici, ko je bila ta pogodba sklenjena, še v tisti pogodbi, v tistem postopku s Trilanom je bil noter, sta bila dva odložena pogoja. Eno je bilo to za urad za varstvo, oziroma sedanja agencija za varstvo konkurence mora dati odobritev, pristanek na to, drugo pa mora dati odobritev, soglasje v skladu z zakonom o medijih, če kupaš več kot 20%, moraš dobiti soglasje kulturnega ministrstva. In mislim, nas je pa že skrbelo. V tem primeru so pa tudi ta drugi pogoj, se pravi odložni pogoj, ki je bil za Trilan pa za gospoda Raščana zadnja, je bilo še soglasje Ministrstva za kulturo. Tukaj je pa prodajalec kar soglasje spregledal in ga je prevalil na kupca. Se pravi na družbo Medici. A bo družba Medici dobila soglasje kulturnega ministrstva, ga ne bo, pa ga ni več zanimalo. Se pravi, kupac je prevzel to tveganje. Zdaj, v skladu s tem moram povedati, ko govorite o sistemskih okvirih, oziroma o teh prodajnih, bi rekel, pa v regulatorju medijskega trga, tudi, kje je več, jih je več, eden je za to konkurenco, eden je Ministrstvo za kulturo, bi pa rekel tako, da so do zdaj se je izkazali, da nimajo instrumentov preprečevanja
preprečevanja špekulativnih prevzemov. Se pravi, nimajo instrumentov preprečevanja koncentracije. Se je izkazalo takrat, ko je Delo kupil novembra 2008, septembra 2009 je Urad za varstvo konkurence dal prepoved, pa brez soglasja Ministrstva za kulturo so kupili. Ne? To je bil prvi ta in očitno ne sodelujejo regulatorji, nimajo instrumentov in nas je to zaskrbelo. Nas je zaskrbelo za javni interes, hočem reči v tem smislu, da če nima regulator, da bi preprečil špekulativne prevzeme, jih moramo pa sami. Ne? Drugi razlog, druga stvar, ki pa je pri tem, pa mogoče, ki prej nismo govorili, tle ni denarja. Banke, tako imenovani kreditni krč, banke imajo denar, samo bojijo se tveganj. Zdaj, tle se bojijo tveganj, pa imajo denar. In v tem kreditu, kje pa je denar? Pa kam banke dajo denar? Najbolj zanesljivo je zdaj krediti fizičnim osebam. Zaposlenim konkretno. Tukaj je denar. Ali je tuj, ali pa tale še ostaja. Pri zaposlenih, se pravi, kam bojo banke se usmerile, tukaj se bojo morale usmeriti. No, ampak dobro, če pustimo zdaj banke, one imajo čas, da se odločijo in upajmo, da se bodo odločile prav in v korist v bistvu ohranitve enega splošno informativnega dnevnika. Ampak Sindikat novinarjev Slovenije in tudi društvo sta pred kratkim javno podprli ustanavljanje medijskih kooperativ. Na nek način tudi prevzeme medijev strani novinarjev in drugih zaposlenih. Ko govorimo o medijskih zadrugah, tudi zakon o zadrugah ugotavljajo strokovnjaki, ki se s socialnim menedžmentom in socialnim podjetništvom ukvarjajo, čeprav je bil pisan predvsem za kmetijske zadruge, ampak omogoča pravzaprav zadružno organizacijo in tudi, bom rekel, zadružno organiziranje tudi na drugih področjih, konkretno tudi na medijskem področju. Kakšna je možnost, da ta model uspe v Sloveniji? Včeraj smo bili ena ekipa v Italiji, v Udinah, kjer smo obiskali to Lego Coop, ki je eno združenje zadrug in ki ima 500 teh enot, med drugim tudi časopis Dnevnik italijanski. Tako da v Italiji, recimo, ta zadeva laufa in je utečena. V bistvu pri nas je pa ena druga zadeva, da so se zadruge organizirale, ampak obstale le v kmetijstvu, predvsem v kmetijstvu. Tu imamo še nalogo in navezujemo stike z slovenskimi zadrugami, da v bistvu zvemo, kakšne so pa možnosti delovanja v okviru Slovenije. Ob tem bi pa želeli tudi preko Bruslja v bistvu priti do centrale, zadružne centrale, ki bi pa delovala v bistvu globalno. Povezava zdaj, ki se nam pojavlja, je Hrvaška, Slovenija in Italija. O tem smo včeraj tudi govorili, do konkretnih dogovorov še ni prišlo, zato ker v bistvu smo prišli navezovati stike in je to opcija, ki je ne mislimo zanemariti. Indic pa je, da je treba v Sloveniji proučiti te možnosti, ki so v tem trenutku na voljo, v katerih še nismo v bistvu prišli skozi. Dejstvo je, da se zadružništva v Sloveniji bomo morali naučiti. Mi smo ostali pri zadružništvu z negativnim prizvokom iz preteklosti, ostale so kmetijske zadruge. Zadruge so pa organizacije, ki v svetu zaposlujejo več milijonov ali pa več 10 milijonov celo ljudi in so v tej krizi pravzaprav ostale tiste, ki so bile najmanj poškodovane, bom rekla, med najmanj ranjenimi podjetji. Zadružništvo oziroma kooperativnost temelji pač na drugačnih principih, kot poznamo jih zdaj, ko je kapital, nekdo vloži kapital, pa se gre svojo igro tudi z nami zaposlenimi. Zadružništvo postavlja v ospredje človeka, navsezadnje pa je podjetje družbena tvorba. Podjetje ne more obstajati brez ljudi. In tega se zelo malo zavedajo, predvsem, bom rekla, taki lastniki, papirnati lastniki, ki z ljudmi delajo vse to, kar se pač v Sloveniji dogaja. V bistvu je to, da bi lahko Večer postal en projektni model ali pa zagonski projekt zadružništva v Sloveniji. In skozi ta model pa jaz mislim, da navsezadnje se je zadruga novinarska ustanovila pred kratkim tudi na Hrvaškem. Jaz mislim, da se bodo te stvari začele v tej smeri razvijati, ker pač nimamo več druge možnosti, kot da tu iščemo odgovore.
Jaz bi sam še toliko mogoče, ne, da gre za drugačen način tveganja. Ne. Zdaj, če konkretno uporabim, Večer ni bil taka žrtev, ampak tveganja, ki jih zaposleni že prevzemajo, so lastniška tveganja. Ne. So lastniška tveganja, se pravi, zaposleni se odpovedujejo plačam in razvoju, ker noben ni vlagal v to, in prevzemajo ta tveganja, da družba postane kapitalsko neustrezna, nesolventna, kar se je zgodilo, mislim, kar se je dogajalo ali pa kar je že na meji recimo v Delo-revijah, ko je bilo, pa tudi v Primorskih novicah, in oni dejansko prevzemajo lastniška tveganja. In tam prehod iz tega, da pa, če jih pa že prevzemajo praktično, jih ne pa tudi, mislim, teoretično jih pa ne tudi praktično prevzamajo, pa se ne te oblike razvijajo, kjer gre za to, da ti, če imaš lastniška tveganja, pol bo lastnik, ne? Če pa lastnik pričakuje od tebe, to je ta perverznost tega našega, bi rekel, slovenskega načina, če pa lastnik od tebe pričakuje, da se boš ti zato, ker je on kapitalsko vzel firmo, pa ker je zadolžil, da boš ti njegova tveganja prevzemal, pa hvala lepa, ne rečeš takmu lastniku, in to delajo zdaj na Večeru. No, pa recimo, vi ste prej uvodoma omenili, da je 5-letno obdobje zelo dolgo obdobje, ko sem zastavil svoje prvo vprašanje, ampak v bistvu po podatkih, ki ste jih pripravili na Sindikatu novinarjev Slovenije, izhaja zlasti pregled po teh največjih tiskanih medijih in podjetjih s tiskanimi mediji v Sloveniji, da to izčrpavanje, sistematično izčrpavanje teh medijev poteka tam že od leta 2007 praktično in večinoma strani lastnikov, ki niso doma v medijski dejavnosti, torej ne poznajo niti ekonomike medijev, niti načina, kako so lahko uspešni na nekem medijskem trgu, in pripravili smo en pregled podatkov in jaz bom prosil, da gremo od grafa do grafa in da vidimo, tudi naši gledalci bodo videli to na zaslonu. Predlagam, da najprej pogledamo ta graf za Delo-revije, ta primer, ki ste ga vi, kolega Jurančič, omenili, in vidimo tukaj, da je pravzaprav kapital v stečaju, zdaj že praktično ta kapital v bistvu negativen, praktično ga ni več, zadolženost samega podjetja pa enormno visoka in je naraščala v takih deležih, ki praktično pomenijo potop ene take družbe. Je to, kaj nam povejo v bistvu te številke? V bistvu ta številka pove, da je bilo Delo-revije takoj že po prevzemu oziroma decembra, tisto, kar se dogajalo 2007, pa to, da so bili že v hudi krizi 2008. In jaz nisem razumel, dokler pač nisem dojel, da gre za incestuozno razmerje med bankam, politiko pa lastnikom, da je to mogoče. Razumete, to so odpovedali vsi notranji kontrolni mehanizmi, bančni in tudi notranji v družbi, ker je bila ta družba družinska, bi rekel, družina je Raščana, so bili tudi nadzorniki in je bilo to incestuozno razmerje, da ne oče pa mama sta nadzirala sina, banke niso imeli notranjih mehanizmov in so kar dajali kredite. In je bilo že 2008 taka situacija, da ti ne bi mogel nikjer na svetu dobiti na take bilance kredita. Je bilo očitno. In potem vse tisto, kar se je pol naprej dogajalo, je pa bilo v bistvu, bi morala firma že 2008 v stečaj, 2011 je bil že kapital, 2010 so še rešvali z reprogrami. Ali se ve v tem primeru, katere banke so dajale Delo-revijo? Ja, seveda se ve, to je bilo več bank, to je bilo nekih 5 bank, med katerimi je bila Nova kreditna banka, Maribor s 15 milijoni, največja. In gospod Kovačič je bil tedaj in tudi nadzorni odbor. Kdo je sedel v nadzornem svetu, je napisano, se ve. In to, mislim, ni nobena skrivnost in se da pol tudi ugotoviti. To so bili ljudje iz tega POM-a, Invest-POM-a, potem so bili to ljudje, ki so bili blizu SDS. To je bil gospod, ki je bil tukaj predsednik odbora za gospodarstvo, tudi svetnik v Mariborju. In vse se jih da določiti zdaj na pamet. Zanimala me je struktura bank, zaradi tega, ker Mariborska banka je namreč tudi banka, ki je pomembna v tem regijskem prostoru in je bilo pomembno to povedati. To bi še dodal, da če je to bilo povezano s tem, da je potem tudi še zadnje, kar je gospod Kovačič naredil, preden je šel,
je bilo to, da je želel rešiti ta slabi kredit bančni in je potem to dal blagovne znamke Delarevi so bile zarubljene. Ja. In takrat smo bi moral reči, da če se vprašamo, da je sindikat takrat je že, bi rekel, nekako presegal tudi svoje pristojnosti in se tudi vključeval v te zadeve lastniške, ne, da smo mi takrat bili pri gospodu Kovačniču, smo se dogovorili, da bodo zaposleni sodelovali oziroma da ne bodo brez njihovega sodelovanja naredili nič, ne, ampak on je enostavno potem to, teh 10 milijonov naredil dražbo, prodal KBM leasing in potem so dali to na dražbi, je dobil pač za 10 milijonov kredit Salomon oziroma Krater Media in Krater Media za teh 10 milijonov kupil. In če takrat nismo imeli možnosti, kar bi naredili danes, če bi vedeli, da bo tak scenarij, da bi boljš bilo, če bi on dal kredit zaposlenim, pa da bi oni to vzeli kot blagovno znamko, ker danes zaposleni, bom rekel, so izpostavljeni še vedno tveganju razpada skupine Eurofit, ki je lastnika, ne, in tam je kapitalska ustreznost nižja kot v pivovarni Laško. Ne. Na koncu je pa tudi taka Atka Prima na koncu, ne. Družinska firma Eurofit od Laško, ki ima samo 2,4 milijona kapitala. Za firmo, ki ima 54 milijonov evrov najetih bančnih posojil, Ja, in skratka, ki ima nič od samo nič. 20% skupina kapitala. To se pravi, tukaj še vedno so prišli v nevarne vode s tem, da jim znižujejo plače pod kolektivno pogodbo za poklicne novinarje, pa nimajo tam pri plačah več kaj postrgati, ker je cela skupina, tiskarska divizija, medijska že skoraj na zajamčenih plačah. Mislim, minimalnih. Poglejmo zdaj primer Dela, ki je nekako največji splošno informativni dnevnik v Sloveniji. Poznamo pač njegove edicije in tudi tu vidimo, da v bistvu od leta 2008 do lanskega leta je v bistvu ta delež lastnega kapitala strmo in naglo upadal, zadolženost pa se pravzaprav povečala. Dobro, zdaj 3 leta se sicer drži približno na enakem deležu, ampak rezultat je v bistvu slab. No, če bi Delove podatke komentiral, Ja. so pravzaprav oni še zelo trdoživi. Oni iz dejavnosti same niso imeli nikoli izgub. Se pravi, iz osnovne dejavnosti niso imeli, so pa visoke izgube iz finančnih bilanc, so imeli pa zelo visoke izgube in so še razmeroma trdožive. Tisto, na kar bi bilo tukaj vreden opozoriti, je pa to, da se je razvojni potencial družbe pa perspektiva družbe je zdaj na nuli. 20 milijonov so jim, brez da računam, koliko bojo izgubili še iz prodaje Večera, je 20 milijonov evrov za enega, ki je pa imel prej, bom rekel zdaj na pamet, 50 milijonov prometa, Ja. je pa to zelo velika vsota. 20 milijonov so jih, bi rekel, za 20 milijonov so jih pa izčrpali. Danes je pa, mislim, problem razvojne perspektive in upam, da... Pri Delu je tudi letni promet padel z enih 60 milijonov, mislim, da enih 47, pa nekaj takega. 62, tudi zaradi padca naklad in v ja. bistvu sploh spremembe trga in tudi zanimanja gledalcev oziroma uporabnikov. In problem je v tem, upam, da se bo to spremenilo, da tukaj, ki gre zelo za, bi rekel, za občutljivo znanje, upravljanje s človeškimi viri, tudi bi rekel z zaposlenimi, ki pomenijo veliko za podjetje, da se z njimi upravlja najbolj nevarno kot stroškom dela. To je najbolj nevarna stvar, tvegana in oni s tem, kot to lastniki delajo, jaz ne vem, ali pa njihove uprave, tukaj delajo veliko škodo. In upam, da se bo s takimi, bom rekel, s prevzemi, pa da bojo res pol lahko poskrbeli, da tega pa bojo imeli Gre za to, kar smo pred kratkim v bistvu popularno poimenovali vegradizacija v bistvu novinarstva. Ja, ker to je pa pol vrtinc, kjer se začne uničevati družba. Ja, in seveda tudi novinarstvo ali pa, bom rekel, medijska dejavnost kot deklarirano četrta veja oblasti. Ampak zdaj je na vrsti Večer in predlagam, da pogledamo, bom rekel, tudi to situacijo na Večeru, ker kot ste že vi rekli, gospod kolega Jurančič, je to v bistvu kapitalsko zelo dobro stoječa v bistvu družba, perspektivna in seveda z dokaj nizko zadolženostjo, ki se celo zmanjšuje.
bi prosil, bom rekel, tudi Petrina kolega mogoče, Baumana. Petrina bi mogoče, Ja, ki je sej, finančnica. dejstvo je tudi Ja. na Večeru se pozna padec prihodkov tako iz naročnine kot iz kolportažne prodaje, da v glasnem prostoru, ki se je preselil čisto druge medijske kanale, sploh ne govorim. Dejstvo je to, kar je gospod Jurančič prej povedal, da Večer ni padel v ta sistem Laškega, kjer so izčrpavali družbe, da smo v bistvu imeli zelo tako eno pod narekovaji mirno obdobje v poslovanju, kjer bi se lahko vlagalo v razvoj, kjer bi se lahko v Večeru dosti naredilo, se je dosti projektov v Večeru tudi pripravilo. Ampak veste, vedno je bila prisotna v teh letih ta lastniška nestabilnost, to vprašanje. Vedno smo čakali, zdaj bo pa novi lastnik, pa bomo te projekte ustavili, ker on bo imel svojo vizijo. Pa spet ni bilo z tega lastnika nič, pa zdaj pa bomo spet počakali na naslednjega in to škoduje potem tudi posredno in se pozna na letnem prometu oziroma potem tudi na stanju družbe. Menjava uprave je strošek, ne? Ja. Visok. No, ampak vrnili se bomo v tem vprašanju, ker namreč, ko sem se jaz pogovarjal z gospod Zevnikovo včeraj, ona mi je rekla, da seveda oni zdaj nimajo prav nobenega interesa, da bi kar obdržali in skratka, v bistvu na nek način je zanikala ta njihov interes, da bi ne vem katerokoli medijsko družbo, ki je v lasti Pivovarne Laško, izčrpavali, ampak enostavno pravijo, mi smo spoznali, da nismo pravi lastniki, moramo reševati svoje probleme iz osnovne dejavnosti in radi bi prodali te naložbe zaradi tega, ker da iz tega nekaj dobimo in da potem rešujemo svoje osnovne probleme, ker vemo, da je tudi Pivovarna Laško prišla v nek vrtinec teh zgodb iz nekega čisto drugega, bom rekel, v nekem popolnoma drugačnem kontekstu, ker so mediji bili sicer politično priročena, ampak v osnovi poslovno gledano kolateralna škoda. In dejstvo je, da oni se v bistvu zdaj tega hočejo čim prej ali na nek način v bistvu koliko toliko neboleče, čeprav neboleče rešitve ob tistih kupninah pred 5 leti ni več, ampak vendarle na nek način izvleči iz te zgodbe. Ampak to vprašanje izčrpavanja, neizčrpavanja ali pa tudi tega, ko dobi recimo Večer ali Delo ali katerakoli druga medijska družba novega lastnika, je tudi vprašanje pravzaprav poslovnega modela. Vi ste rekli, preselili so se oglaševalci v druge medijske kanale, spremenilo se je uporabniško okolje, medijska konvergenca, torej to stapljanje medijev, prihod medijev na splet spreminja v bistvu tudi te uporabniške navade in dostopnost medijskih vsebin. Ali je ta obstoječi model s temi omejitvami v zakonodaji, navzkrižnega lastništva in tako naprej, nekaj, kar bo omogočilo Večeru, da preživi tudi če zaposleni relativno brez večjih težav, ne boleče, enostavno ali pa enostavneje, kot bi človek lahko pričakoval, pridejo do tega večinskega lastništva. Kaj mislite? Ja. Delo mora prodati Večer zaradi tega, ker je... Ja, ima odločitev urada, ja. In ki grozi za tem, da bojo začeli jim uveljavljati penale. Oni so že dvakrat bili prelongirani in zdaj mislim, da do septembra imajo novi rok, kjer se oni morajo tega deleža na nek način znebiti. To je prvo. Oni so prisiljeni in oni bodo naredili kar precej, da bi to prodali pod ceno. Če govorimo, danes smo zagotovo že pod ceno, pod vrednostjo Večera, v primerjavi s tem, koliko ponujajo sedanji kupci. Zdaj, kaj bo v prihodnosti se zgodilo? Mi ponujamo en model, ki daje stabilnost. Mislim, to je naš kredit, to so naša delovna mesta in mi smo zagotovo najbolj resen kupec v tem trenutku za zagotavljanje prihodnosti. Mi se zavedamo tudi naših pomanjkljivosti, vemo, da nam naklada pada zaradi najrazličnejših razlogov, tudi zaradi slabše organiziranosti, ki jo lahko izboljšamo v samem Večeru. In
Mi smo v bistvu z zamenjavo uprav pred 4-5 meseci že v bistvu precej naredili. Mi verjamemo tej novi upravi, ki je zdaj, ki ima že načrt, ki ga izpolnjuje, ki dela. Mislim, nekako smo mi nastavljeni na to, da gremo po neki drugi poti. Zdaj, seveda je ta pot še pogojena za tem, da je treba rešiti lastništvo. In tu v bistvu delamo dolgoročne načrte za kratek rok, v bistvu, ker je treba še vmes eno stopnjo. Imam še eno vprašanje v zvezi s tem, ampak predlagam, da gremo zdaj na ta edini uspešni primer do sedaj notranjega odkupa, na primer Gorenjskega glasa, in da pogledamo še njihovo lastniško strukturo. Vidimo tu, da v teh zadnjih 2 letih, zato kar ste imeli podatke, se je v bistvu praktično ničelna zadolženost in celo izboljšana in zelo visoka, najvišja med vsemi kapitalska ustreznost, kot se strokovno reče. To je skratka ta primer, to je tisto, čemur bi na nek način radi težili in želeli doseči tudi vsi drugi mediji. To je to. Dobro, poglejmo še primer Primorskih novic. Vi ste omenili, da so Primorske novice, mislim, da Dolenjski list pa Večer v tem trenutku 3 najbolj privlačne tarče prevzemne. V primeru Primorskih novic vidimo, da je, zakaj je tu prišlo recimo do te, vidimo, da ni zadolženosti, ampak kapitalska struktura pa slabi. Ja, seveda, ne, Primorske, posod po medijih so mediji tudi zaradi tega v preteklih 5 let se ni v njih nič vlagali, niso se dokapitalizirali. Tisti, ki so se želeli razvijati, bi se morali zadolžiti, se niso mogli zaradi tega, ker imajo njihovi lastniki slabo bančno boniteto. Ampak na primeru Primorskih novic je treba povedati, da niso, mislim, situacija ni tipična. Oni niso zadolženi, njihovi lastniki, bi človek rekel, so bogati. Mislim, 51% lastnik je Splošna plovba, ona ima nemškega lastnika in njihovi lastniki bi lahko pravzaprav dokapitalizirali družbo, ampak njihovi lastniki izgleda nočejo dokapitalizirati Primorskih novic. Morali bi pa povedati, kaj želijo z družbo. Tam je zdaj kapital je padel že zelo blizu meje, ko bi lahko čez noč Primorske novice postali po zakonu nesolventne, bi jih morali poslati v stečaj. In lansko leto so zaposleni rešili firmo s tem, da so se sporazumno z upravo odrekli 10% plač. In so oni reševali, to govorimo o tem, da so prevzeli tveganja lastnika, čeprav bogat lastnik pač, jaz ne vem iz kakšnih razlogov, ni želel tvegati. Verjetno je to en način zniževanja plač. Smo pa v tistem dogovoru, ki smo ga sklenili z upravo, zapisali, da bi, če ne bojo mogli tega povrniti, da bojo morali se pa z nami pogajati o lastniških deležih, da se to pretvori v lastniške deleže in pa radi bi vedeli, kaj hoče lastnik. Tako da Primorske novice so še vedno, bi rekel, v tej fazi, ko bi lastnik sicer moral pojasniti strategijo, razvoj. Oni sanacijski program imajo, razvoj, kaj bo naredil, ker so podkapitalizirani, imajo sicer visoke stroške dela in te, ampak še vedno so podjetje, ki ima preko 5 milijonov prodajnih prihodkov, ki jih ustvari sredstvi, ki so recimo lansko let bila samo še 1,6 milijonov, to se pravi skoraj 5-krat večja sredstva, in je to z malimi sredstvi veliko ustvarjal. Je pa nekaj zdaj, ker mislim, da tudi uprava Primorskih novic ni dobila odgovora od lastnika, so pa zdaj nazadnje predlagali, da prodajo tisto palačo Tarzijo od 1 milijon do 1,3 milijon, oni bi se pa morali potem uredništvo samo pa nekam preseliti. Temu uredništvo sicer nasprotuje, nimamo pa niti teh zagotovil, da bi rekli, dobro, prodajte, če mislite, to pa to vložite v razvoj, vložite v Primorske novice. Jaz v to ne verjamem. En lastnik je v stečaju, ta bo svoje prodal. Ne vem, če bi imeli zagotovilo vsaj tega lastnika, ta Velicga, bom jaz skupnino vložil v razvoj Primorskih novic. Tako da je to da firma je napad pozicija v bistvu podjetja. In da firma je podkapitalizirana, grozi ji stečaj po zakonu, je pa zdrava. Teh 5 milijonov oni ustvarijo in tudi bi rekel, da te stroški, ki so bili izgube, sanirajo sami zaposleni.
In to je zdaj ta pozicija, ki bi moral vedeti, kaj boš z razvojem Primorskih novic v naslednjih 3 letih, to bi moral vedeti lastnik. Ne? Kaj pa je z Dolenjskim listom? Prosim režija, da nam pokaže še to grafiko za Dolenjski list. Tu vidimo, da je pravzaprav relativno visoka kapitalska ustreznost, čeprav pada, tudi zadolženost pada. Zakaj bi Dolenjski list bil in za koga bi bil zanimiv? Zdaj, za Dolenjski list je specifičen primer, oni so majhni, so pa dober, bi rekel, regionalni močen časopis z velik bralci, tudi z visoko stopnjo, bom rekel, komunikacijske odprtosti z uporabniki, ne. Imajo pa to smolo, da imajo slabega lastnika. To je skupina Krater Media, Salomon, in oni so pravzaprav izpraznili firmo Dolenjski list lanskega avgusta. Zaposleni so bili od takrat, ko so jih, zaposlene so pa prenesli na Salomon, tam, kjer so zdaj zaposleni iz bivšega dela revij, ne. In zdaj oni so v tem obdobju po prenosu še imeli plače zgledne, bi rekel, na novinarski poklicni pogodbi, tudi pogodbe so bile na novinarski, zdaj so jim pa prišli in jim hočejo plače zmanjšati za 20% še pod pogodbe. Tam dela novinar za 900 evri bruto, govorim, do urednika, ki dela za tam manj kot 1300 evrov, veste. To je katastrofa. Hočem pa reči, da so oni v specifičnem položaju v tem, da je to en, bom rekel, kolektiv, ne, novinarski in taki 12 novinarjev je tam, ki so zelo povezani z okoljem, dober časopis delajo in uničuje jim ga pa lastnik, ne. Ta lastnik, ki bo po mojem zelo kmalu z velik terjatvam na slabi banki in bo zdaj izpostavljen pri tem lastninskem preoblikovanju, bo izpostavljen velikim tveganjem. Ne. Zdaj, kaj bo on reševal? A bo reševal papirno divizijo, a bo tiskarsko divizijo reševal, a bo reševal medijsko divizijo, pa kaj od tega bo rešil, a ne, je veliko vprašanje. Zato mislim, da bi bile dobre tudi v primeru Dela zelo dobre iniciative zaposlenih, da začnejo razmišljati o tem, da naredijo, če je firma zdrava, notranji delavski odkup, ker bojo sami najboljši vodili firma in znebili se bojo lastnikov, ki jih izčrpavajo. To je zdaj ta trenutek. Ampak poglejmo recimo za primerjavo od teh recimo potencialno uspešnih zgodb. Skratka, primerov vidimo, tu so primeri, kjer hvala Bogu ni vse šlo po zlu in je možno še nekaj rešiti, recimo tudi z novinarskim notranjim odkupom, ampak primer Ljubljanskega dnevnika, ki že ima v bistvu tudi lastnike, ki so prišli iz nekdanje založniške dejavnosti, ki so tudi tuji lastniki. Eden od njih, če se ne motim, ravno ta, ki naj bi bil zdaj glavni strateški interesent tudi za Večer. In vidimo relativno visoko kapitalsko strukturo, ampak povečuje se zadolženost in pada. Dnevnik je spet eden podobnih primerov, kjer ga lastnik sicer pusti, primeru zahteva pa dobičke. In tudi gre za skupino Državne založbe Slovenije, 51% lastnik Dnevnika, prevladujoče Državna založba, ne. Državna založba Slovenije je sicer malo v boljši kondiciji kot ostali, ampak tam njena kapitalska ustreznost je 25%, pa tudi visoka kreditna zadolženost. Zdaj tudi vprašanje, kako bo lastnik ravnal, ali bo turistično dejavnost reševal, ali kaj bo reševal, ampak Dnevnik je eden od primerov, v katerega se nič ne vlaga, se ni vlagali, zmanjšujejo stroške, spet tipični primer, ne gledajo na razširitev pa upravljanje medijskih vsebin in na izkoriščanju pogodbenih sodelavcev, kar je danes zelo tvegano. Na pogodbenih sodelavcih danes izdajanje časopisa temeljit je tvegano, postaja vse bolj tvegano zaradi visokih stroškov in pravnih tveganj, ki so spremembam sistema in je to zelo tvegano. In Dnevnik je primer, ko bi moral lastnik ga dokapitalizirati, da bi lahko razvijal človeške vire in upravljal, pa ga ne bo. Ne? Ker bo podobnih primerih. Recimo, da je ena založniška hiša iz tuje države tudi solastnica, torej ima sama časopise v svoji državi, ima sama medijsko dejavnost, skratka ni tujek na tem področju, kar zadeva ekonomiko medijev, pa recimo se drži v tej pasivni drži, ko gre za relativno enega, ker bom rekel, Delo, Dnevnik, Večer so vedno nekako
tvorili to triperesno deteljico, recimo tega slovenskega slovenskega tiska in so bili vedno pojem, v bistvu nekako tudi razdeljenosti na te največje cone, pa se to ne dogaja. Je vam to razumljivo? Rekel vama, ki ste iz Večera, Večer je nekako zdaj postal drugi največji za delom. Mogoče je to, kar... Mogoče je to, kar je zanimivo pri vseh teh časopisih, ne? Da se vse posod izpostavlja problem lastništva. Zdaj vprašanje, ki se meni tu postavlja, je torej, da očitno ni vse eno, kakšen je lastnik, kdo je lastnik medija, ne? Očitno je, tudi te zadolženosti, ko smo videli, bi verjetno bile lahko čisto upravičene, če bi se ta sredstva vlagala v razvoj, ne? Zdaj, ali pustiti časopis na miru pa delati, verjetno imajo to strategijo tudi ti lastniki kot pri Dnevniku, kjer pač si zagotavljajo nek dobiček za znižanjem stroškov, do kdaj lahko delaš, do kdaj lahko znižuješ stroške, ne? Nekje se ti tu ustavi. Veste, meni se zdi najlažje, meni se ne zdi to neka umetnost, da prideš v firmo pa rečeš, bomo znižali stroške po takih postopkih, ki jih pač naša zakonodaja dovoljuje, pa bomo s tem ustvarjali neke profite, pa bomo uspešna uprava, pa bo zadovoljen lastnik, ne. Ampak vprašanje je to, kar mediji, pa tudi javnost potem od medija v bistvu pričakuje. Torej v bistvu javni interes in tudi družbena odgovornost, kar zadeva medijsko dejavnost kot tako. Ja. Pa še nekaj, v bistvu strateškega partnera, ki bi res skrbel za razvoj časopisa, mi čakamo od začetka prodaje. In kje je, mislim, kje se skriva tako dolgo? In zdaj zopet špekuliramo o tem, da ga zopet imamo. Še vedno pa noben ga noče razkriti. Mi gremo z odprtimi kartami, mi povemo, kaj je naš cilj, kaj je naša vloga, medtem ko na drugi strani ne dobimo tega. Mi smo tudi bili pripravljeni z tem strateškim partnerom v kontakt stopiti, v bistvu, da vidimo, kdo je kje, ampak to je še vse neka fama. Do 19. julija se ne pogovarjajo niti prodajalci z nami zaradi tega, ker imajo ekskluzivo, mislim, neko ekskluzivo. A to je eno zagotovilo, da bomo prišli do neke pametne rešitve, jaz ne vem. Spet ne pod mizo, jaz ne vem. Videli bomo po 19. juliju v bistvu, skratka, do takrat imamo čas. No vem, ampak Mislim, javnost, govorimo o javnosti, jaz v tem primeru predstavljam javnost. Jaz tudi, ampak 19. julija je sklenjena pogodba in oni bojo dobili lastnika, ki za njih danes ni znan, niti ni bil niti v podjetju, niti razvojnih načrtov ni predstavil. No, to hočem reči hudo narobe, ne. Ampak ali bi morali v bistvu ob tem, da se v medijski zakonodaji nekako zaostrijo pogoji za medijsko lastništvo, kar nekako tudi v tem osnutku nacionalnega programa za kulturo se nakazuje kot ena izmed možnosti ob spreminjanju medijske zakonodaje, ampak ali bo nujno tudi odpraviti prepoved navzkrižnega lastništva? Ker v končni fazi v percepciji znotraj slovenskega prostora, evropsko primerljivo pa sploh, je večina slovenskih medijev dejansko lokalnih in regionalnih. In če izhajamo iz tega stališča, enostavno nekega globaliziranega internetnega poslovnega modela, noben medij ne more preživeti v Sloveniji s tem. Po drugi strani, potrebno je povezati te razdrobljene elektronske medije, ne vem, lokalne radijske postaje, neke lokalne televizijske postaje in tako naprej. Večer nima možnosti, recimo, da bi šel v ta model, ker po drugi strani tiskanim medijem pa ni možno očitati, da niso probali znotraj medijske konvergence narediti spletne strani, iti na splet, iti z videom, iti z atraktivnejšimi vsebinami, nagovarjati na novih platformah nove uporabnike. Vse ste pravzaprav naredili tudi na Večeru, da se to zgodi, pa vidimo, da so, bom rekel, rezultati omejenega dosega. No, kljub temu mi govorimo danes, da smo multimedijska hiša. Že v bistvu mi se usmerjamo v teh trenutnih danosti, to je predvsem internet, na televizijo, na radio. Mi smo imeli v preteklosti že zelo blizu. Imate to srečo, da v zakonu o medijih, internetnih medijev, spletni mediji sploh niso definirani in zato vam nihče ne more očitati kršitve navzkrižnega lastništva ali navzkrižne dejavnosti. To je pravzaprav luknja v zakonu, ampak na tem se ne more dolgoročna prihodnost graditi. Zagotovo je za Maribor pa za okoliške kraje dobro, če ta naš potencial, ki ga zdaj dajemo samo v
tiskan medij razširimo na radio, na televizijo. To je zagotovo prihodnost, to je sinergija tega in čas to od nas tudi zahteva. Mi smo pripravljeni vse bolj iti v internet, ki nam pač v tem trenutku to dovoljuje. Smo pa pripravljeni tudi širše, zato ker je to dodaten prihodek, zato ker je to dodatno širjenje tega našega znanja, ki ga zdaj pač ozko usmerjamo in za katerega vemo, da je časopis tiskano, da se ljudje nekako vse bolj usmerjajo v druge medije in to je naša priložnost. Zdaj, če bomo dobili to možnost, bomo jo zagotovo izrabili, zagrabili in postavili in se prilagajali tem tokovom. Počakajmo še nekaj dni in upajmo, da bo neka nova možnost odprta in da bo Večer uspešno šlo. Jaz se vam seveda vsem zahvaljujem za te izčrpne podatke, analize in predstavitve. Mislim, da je bilo prav, da smo gledalcem seveda vse to predstavili tudi v nekoliko širšem kontekstu, ne samo regionalnem. In seveda upoštevajoč vse povedano, vam moram, spoštovani gledalke in gledalci, še sam zagotoviti, da nisem lastnik niti ene same delnice v katerem koli od slovenskih tiskanih medijev, tudi Večerovih ne. Zato ob tej temi nisem imel niti lastnega interesa, da bi jo obravnavali niti kakšnega koli prikritega. V sleherni demokratični družbi bi morali biti mediji ogledalo demokracije, svobode govora in vzor objektivnosti. V primežu sovražnih političnih ali špekulativnih lastniških prevzemov pa to niso in ne morejo biti. Obešanje na državne jasli prav tako ni rešitev za slovenske medije, ne tiskane, ne preštevilne elektronske. Vsekakor tema, o kateri bomo še govorili, zdaj pa vam samo še to želimo prijetno nadaljevanje večera in nasvidenje.